Verjetno ste že bili kdaj pod stresom. Stres nam pomaga, da zdržimo z manj spanja, zadnji hip ujamemo vlak ali v zadnjem trenutku dokončamo projekt. Stres vpliva na različna področja in če možgani situacijo kar naprej zaznavajo kot nevarno, potem telo ostane v stanju visoke pripravljenosti. Temu pravimo kronični ali dolgotrajni stres. Če stresa ne reguliramo, to lahko privede do negativnih posledic v našem življenju. V stresni situaciji telo sproži stresni odziv boj ali beg, kar povzroči različne telesne spremembe. Pospeši se srčni utrip, kri se požene po telesu, zviša se krvni pritisk, pospeši se dihanje, čutila se izostrijo. Aktivira se simpatično živčevje, ki nas oskrbi z dodatno energijo, da se lahko v nevarnosti pravilno odzovemo, torej zbežimo ali se situaciji zoperstavimo. Po drugi strani pa telo začne varčevati za že obstoječo energijo in zaduši vse, kar tisti trenutek nujno ne potrebujemo, na primer rast, razmnoževanje, prehranjevanje, imunski sistem. Velik problem nastane, kadar imamo kronični stres, saj se stresni odziv, boj ali beg dogaja ves čas. Lahko vidimo telesne posledice stresa, imamo glavobole, napetosti ali bolečine v mišicah, bolečino v prsnem košu, izčrpanost, spremembe v libidu, prebavne težave, težave s spanjem. Stres lahko povzroči tudi bolečine v križu, akne ali druge težave s kožo. Na ženske lahko kronični stres vpliva tudi tako, da težje zanosijo ali pa imajo neregularne menstrualne cikle. Zaradi povečanega krvnega tlaka in krvnega sladkorja ob stresu je več možnosti za srčni infarkt ali možgansko kap. Ob stresnem odzivu boj ali beg se izklopijo vsi za preživetje nebistveni sistemi, med drugim tudi imunski sistem. To pomeni, da si bolj dovzeten za bolezni. Ob stresu se je težko skoncentrirati. Misli švigajo, lahko imamo občutek vrtoglavice ali medlevice, suha usta, zategnjen vrat, zakrčena ramena, obliva nas mrzel pot ali pa nam je vroče, roke se tresejo ali potijo, pogosteje uriniramo, imamo mehka kolena, hitreje dihamo in delovanje prebavnih organov je moteno. Posledice pa niso samo telesne. Vidimo jih tudi na našem razpoloženju. Lahko nam je tesnobno, smo nemirni, brez motivacije ali fokusa, razdražljivi, jezni ali pa celo žalostni in depresivni. V stresu je kemija v možganih zelo podobna tisti, ki je v možganih klinično depresivnih ljudi. Tudi na našem obnašanju lahko zaznamo posledice stresa. Te lahko prepoznamo po prenajedanju ali strananju, jeznimi izbruhi, zlorabi alkohola ali drog, uporabi tobaka, socialnem odmiku, manj pogosti telovadbi. Stres pa lahko vpliva tudi na našo delovno uspešnost. Uničuje namreč hipokampus, ki je center za učenje in spomin ter prostorsko orientacijo v možganih. Kronični stres lahko privede do tega, da se ne moremo več spomniti stvari, ki bi se jih morali. Zaradi stresa na delovnem mestu so zaposleni bolj nagnjeni k napakam, slabši delovni uspešnosti, težavam z duševnim zdravjem, izgorelosti in konfliktom na delovnem mestu. Ko smo ljudje pod stresom, velikokrat postanemo bolj umaknjeni in raztreseni ter manj ljubeči. Manj časa imamo za prostočasne dejavnosti, kar lahko vodi v odtujenost med partnerjema. Stres velikokrat izzove tudi najslabše lastnosti ljudi. Sčasoma razmerje postane bolj površno in pari se bolj umaknejo, doživljajo več konfliktov in stisk in odtujenosti v odnosu. Ko si pod stresom, boš prej opazil negativna obnašanja in se boš težje zaustavil, da ne bi slabo odreagiral na to. Stres lahko vodi v manj potrpljenja, razdražljivost in ostrost, kar lahko privede v več prepirov. Imamo torej ogromno razlogov, zakaj je dobro, da stres reguliramo, ga prepoznamo in poskušamo omejiti ali odpraviti. Več o tem pa si poglejte v naslednjih videih.